Pretekli petek smo obiskali svečano podelitev priznanj in nazivov županovo vino in županovo oljčno olje za leto 2023. Potekala je v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Županovo vino in oljčno olje je dogodek, ki se izvaja že, mislim, da več kot desetletje in je predvsem odlična priložnost za to, da se še enkrat oceni najboljše, kar lahko Istra da. Torej, odlična vina, ki jih imamo in odlična olja, ki nam jih svet priznava kot najboljše na svetu, so še dodatno izbrana in potem v neki vrsti protokolarnega darila ponujena vsem tistim, ki tako obiščejo, recimo občina Koper in tistim, katere občina Koper obišče. Strokovna komisija za županovo vino je letos izbirala med 46 vzorci vin, od tega je bilo 16 vzorcev Malvazije in 20 vzorcev Refoška. V bistvu smo ocenjevali po 100-točkovni metodi, pač določeno število točk dobi vsako vino, pri tem seveda je tukaj pomemben vonj, bistrost, okus, harmonija, polnost oziroma neka, bi rekla, zaključena ocena vsega skupaj. To je potem seveda točkovno tisto vino, ki dobi več točk, tisto vino seveda je pač zmagovalec. Na tekmovanje za najboljše oljčno olje je prispelo kar 47 vzorcev olj, kar je rekordno v celi zgodovini natečaja za županovo olje. Zmagovalca izbere komisija, tako da vsak ocenjevalec oceni anonimne označene vzorce in seveda se ocenjuje sadežnost, torej prijeten vonj, ki spominja na oljko in na druge sadeže, grenkobo, pikantnost in še druge arome, ki se razvijajo samo iz optimalno zrelih plodov, predelanih pri primerni temperaturi. Tako da olja, ki so bogata na aromah, imajo širok spekter arom in so harmonična, torej uravnotežena, so tista olja, ki dosežejo največ točk. Za županovo olje 2023 je bilo izbrano oljčno olje Stara Kortina, Belica, ki ga je pridelal Janko Bočaj iz ekološke kmetije Bočaj. To je priznanje za trud, zato ker pridelati dobro olje ni vedno enostavno. Belica je odlična, je zelo sadežna, taka prijetna, harmonična, prav mero pikantnosti, grenkobe. Nagrajenca za županovi vini 2023 sta Malvazija 2021, vinske kleti Vinales in Refošk Leon 2018, vinske kleti Peroša. Vsaka nagrada prinese lepe stvari in dodaten zagon, da delamo naprej, da smo na pravi poti in bomo tudi tako se držali naprej. Vino je bilo, se pravi, precej zrelo, ker ima 14 alkohola, sadno bogato in še zmeraj mineralno, ne glede na alkohol. To je ena potrditev, da sigurno delamo v pravi smeri in da velja graditi to znanje in delati na tem, da prijemo do teh uspehov. Zmagovalno vino je res tako polnega telesa, bogato in zato tudi si je zaslužilo priti v Barik Soček in mislim, da tudi vredno te nagrade. Letošnji županovi vini in oljčno olje bosta širši javnosti na voljo v turistično-informacijskem centru v Pretorski palači v Kopru. Večje količine zmagovalnih tekočin pa koprska občina vsakič odkupi za protokolarne in promocijske namene. Delničarji Luke Koper so na ponedeljkovi skupščini, ki je potekala v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru, odločali o predčasnem odpoklicu 4 nadzornikov, ki so bili na to funkcijo imenovani v času Janševe vlade. Sklic izredne skupščine je zahteval Slovenski državni holding z utemeljitvijo, da so delničarji upravičeni, da na skupščini odpokličajo in volijo člane nadzornega sveta, ki jih zastopajo. Gre namreč za nadzornike, ki v Luki zastopajo interese kapitala. Franci Matoz, Nevenka Črešnar-Pergar, Andrej Koprivec in Božidar Godnjavec so bili tako z veliko večino glasov odpoklicani z funkcije, na njihovo mesto pa so delničarji izvolili 4 nove nadzornike: Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja. Poleg tega se je skupščina seznanila še z odstopom Tamare Kozlovič, ki je postala poslanka, kot nov kandidat predlagan s strani lokalne skupnosti pa je bil potrjen podjetnik Borut Škabar. V Luki smo že vajeni pogostih menjav garnitur, predvsem je to vezano na menjave oblasti, torej vezano na volitve.
Glede komentarjev, da se vedno gre za neke politične menjave, bi malo to popravil v smislu, da vsakokratna vlada, ki igra vlogo lastnika državnih podjetij ali podjetij v večini državnih lasti, ima suvereno pravico postavljati svoj nadzor, ker so to vendarle potem direktni predstavniki in lastništva in upravljanja. No, v predloge države, po domače povedano, se niti nismo spuščali, več kot toliko jasno to podpiramo, če ustrezni organi so smatrali, da so to primerni kandidati. Mi smo pa zadovoljni, da so potrdili tudi tistega, ki ga je potrdil občinski svet občine Koper in Ankaran, tako da čestitamo gospodu Škaberju za novo funkcijo in verjamem, da bo tudi dobro upravljal. Na skupščini pa je razpravljal tudi mali delničar in nekdanji zaposleni, oziroma kot mu pravijo pionir Luke Viktor Udovič, ki je sicer čestital upravi za dosežene rezultate, bil pa je kritičen do nekaterih težav, s katerimi se spopadajo podjetje in zaposleni, ki so svoje nezadovoljstvo izrazili tudi v pred časom izvedeni anketi. Jaz sem eden od kritikov, ne zaradi tega, ker sem, kot mi pravijo legenda, pa pionir Luke Koper. Zaposlil sem se avgusta 1960. Jaz sem v glavnem bil kritičen do situacije. Ne, na eni strani so pohvalni rezultati, ampak ti rezultati imajo tudi, kot sem rekel, grenak priokus. In sicer prav zaradi napačnih odločitev in stalnih menjav, tako nadzornih svetov uprav in dobre uprave, kot sem tudi na koncu povedal, so razrešili, si izmislili tudi vse sort vzrokov, da so jih lahko zamenjali, postavili so druge in seveda temu ustrezno so rezultati. Hvala Bogu, da je konjunktura na tržišču, to, kar sem tudi povedal, taka, da ne toliko vpliva. Ampak se hvaliti z rezultati, ki imajo negativno posledico, ne gre skupaj. Zato sem tudi rekel, da moje videnje in moje stališče je drugačno od stališča, ki ga je imel dosedanji nadzornik gospod Matos. Da rezultate lahko beremo različno, je poudaril Udovič in pri tem omenil rekorden pretovor kontejnerjev, ki ga je Luka zabeležila v lanskem letu, čeprav je šlo pri tem za štetje pretovorjenih zabojnikov, ki so bili v velikem deležu prazni, kar seveda vpliva na ceno. Kar se tiče teže pretovorjenega tovora, pa je Luka lani zabeležila manjši pretovor od tistega leta 2021. Skladiščenje praznih zabojnikov obremenjuje tako Luko kot lokalno okolje, čeprav je bilo ravno skladiščenje takih zabojnikov tista storitev, ki je v koprsko pristanišče pripeljala nove stranke. Dober finančni rezultat Luke Koper je po njegovem mnenju posledica povišane skladiščnine praznih zabojnikov, vendar se je treba zavedati, da to terja vedno več prostora. Obenem gre krivdo za upad pretovora blaga pripisati še vedno ozkemu železniškemu grlu in nedokončanemu drugemu tiru. Viktor je starosta Luke Koper, njegova beseda ima veljavo, ima težo, v večini primerov je zelo dobro informiran. Luka je sicer v večinski državni lasti. Država ima 51% delež, SDH 11,13% in kapitalska družba 4,98%. Četrti največji lastnik je mestna občina Koper s 3,14% deležem. Ali bo naslednji korak nadzornega sveta v novi sestavi menjava aktualne uprave, pa bomo še videli. Lansko poletje smo v slovenski Istri imeli velike težave s pomanjkanjem vode. Najbolj prizadete so bile kmetije. Zato je zdaj pomembno najti rešitve, kako preprečiti, da bi suša tako močno prizadela kmetije v prihodnosti. Zaradi tega sta prejšnji teden slovensko Istro obiskala dva državna sekretarja, dr. Darij Krajčič in magister Matej Skočir. Namen njunega obiska je bil iskanje trajnostnih rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč. Torej, ena od prioritet našega ministrstva je pospešiti sistem namakanja v Sloveniji. Mi trenutno namakamo nekaj manj kot 7000 hektarjev. Glede na možnosti, ki so v Sloveniji, je to bistveno premalo in zato poseben napor vlagamo v to, da bi posodobili, povečali namakanje. Vidimo kot orodje za zagotavljanje večje samooskrbe s hrano. No in eden od teh prostorov, kjer je to mogoče narediti, je tudi območje koprskega zaledja, slovenske Istre in podobno. Sekretarje iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za naravne vire in prostor sta prvič obiskala slovensko Istro lanskega novembra, ko so jima predstavili problem.
Tokrat pa sta na terenu iskala konkretne rešitve. V bistvu, če tam recimo v dolini Rižane pogledamo, namakanje vendarle poteka. Res pa je, da ni dobro organizirano, polje zasilne narave in zaradi tega ovira razvoj kmetijstva v tem delu. Možnosti za kmetijstvo v tem zaledju koprskega pristanišča so še kar velike, zlasti za kulture, ki so v pomanjkanju v Sloveniji, to je zlasti zelenjava. In te možnosti tam so, poleg tega ima dobro organizirano zadrugo, skratka tudi prodaja je tekoča, zato vidimo v tem delu kot eno priložnosti, ko bi lahko s namakalnim sistemom pridelavo vrtnin še povečali. Ugotovljeno je, da so v slovenski Istri potrebni novi namakalni sistemi. Sekretarja sta se seznanila z možnostjo umeščanja novih, manjših zajetij reke Rižane, ampak poleti vode iz Rižane ni mogoče črpati. Nekatere rastline pa potrebujejo stalno namakanje. Ja, vrtnine so poljščina, ki zahtevajo stalno namakanje. Tudi če ni take silne suše, v bistvu so najbolj občutljiva poljščina za vodo. In v sušah je pa to jasno, da še bolj izrazito in brez namakalnih sistemov vrtnin ni mogoče pridelovati sploh. Zato v tem delu, kjer smo v Sloveniji najšibkejši, bomo tudi posebej pozorni pri tem, da bi namakanje zagotovili. Z ministrstva poudarjajo, da je za uresničitev projekta pomembno sodelovanje in pobude na lokalni ravni. No, tam je pa občina Koper zelo aktivna in že v bistvu pridobiva soglasja in tudi interese za celo Vanganelsko dolino. Tam je okrog 140 hektarjev možnosti za namakanje, tako da nam je tudi to zelo podpiramo. Mi bomo potem tudi z finančnimi sredstvi sledili tem naporom, tako da v tem trenutku niti ni problem denar, tehnologija, bolj je problem ta interes in združevanje narod. V koprski občini so odločeni uresničiti projekt in so zelo veseli, da so dobili podporo sekretarjev. Tako naj bi letos izpeljali projekt vzpostavitev in sanacija zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. V hotelih Bernardin se obeta stavka sobaric. Če je bilo še nekaj dni nazaj stavka pod vprašajem, ker je bila odvisna od četrtkovega sestanka z upravo v hotelu Bernardin, je po sestanku postala dejstvo. Tam so jim namreč potrdili namen o prezaposlitvi sobaric na zunanjega izvajalca, podjetje Aktiva čiščenje. Ja, v bistvu so zdaj končno priznali in rekli, da s 1.3. pač gremo pod Aktivo. In potem opevali to tako zvano Aktivo, kako je in sploh, kako nam ne bo nič manjkalo, kako bomo živeli kot v pravljici, po domače rečeno. Seveda pa ni vse tako lepo, kot so želeli predstaviti. Podjetje Aktiva čiščenje ima namreč odprte postopke zaradi kršenja delavskih pravic. Že koalicijska pogodba teži k temu, da v javnem sektorju, kjer obstaja potreba po rednem delu, prezaposlovanje k zunanjim izvajalcem postopoma ukinejo. Temeljni razlog pa je ta, da najem zunanjih izvajalcev v veliki večini primerov poslabša socialni in materialni položaj delavk in delavcev. Ampak navkljub znanim dejstvom razumevanja ni bilo. Celo več, na trenutke je prihajalo do napetosti in izzivanj, v smislu kaj pa lahko, kar gotovo ni prepričalo delavk, da ne pričnejo s stavkovnimi aktivnostmi. Z gospodom Škrinjarjem, direktorjem Kadrovske, sva imela kar pestro, tako da so se me je hotel tudi vršiti ven, na kar sem rekla, da lahko me vrže, ampak da grejo tudi vsi ostali. Napovedali smo, rekla samo tudi zdaj, definitivno stavka bo in bomo naredili kar odmevno. S tem, da je rekel, seveda on je rekel, pač naredite stavko, se ne morete nič. Sem rekla, da bomo v vsakem primeru naredili stavko, da želimo opozoriti pač širšo javnost in vse, kar se dogaja. Sicer na Savi Turizem pojasnjujejo, da je razlog za prenos na zunanjega izvajalca višja kvaliteta storitev, kar pa čudi. Danes sem to tudi direktorju destinacije in kadrovskemu direktorju, sem jih vprašala, kako so lahko sploh to izjavili, ker problem agencijskih delavk je ravno to, da so, ne bom rekla vse, torej ni taka odgovornosti. Ona zjutraj kliče, da ne pride delati, ampak ve, da bo v sredo pa prišla. Ni tiste lojalnosti družbe, kako bi rekla. Naše stalne delavke, one so vse odgovorne, to je njihov drugi dom in one to delajo kot za sebe. Pa ne gre samo za lojalnost.
Tu se vendarle postavlja vprašanje, kako lahko delavec, ki je podplačan in dela v dolgih urnih izmenah, bolj učinkovit kot delavec v normalnih delovnih pogojih. Vseeno se zdi, da je bolj kot učinkovitost tu razlog optimizacija stroškov. Pri tem toliko bolj moti dejstvo, da so omenjeni hoteli v državni lasti, kar pomeni, da revne delavce ustvarja država sama. Študentska organizacija Univerze na Primorskem je podala predlog za brezplačne medkrajevne prevoze za študente znotraj vseh 4 istrskih občin. Gre za to, da se študentom v tem času inflacije precej dvigajo stroški in hkrati bi s tem predlogom tudi povezali slovensko Istro, torej vse 4 občine. Mi smo podali ta predlog na vse 4 istrske občine. Zaenkrat smo se sestali z občino Piran. Jaz ocenjujem, da je bil ta sestanek konstruktiven, mi smo predlog predstavili. V nadaljevanju pa seveda si želimo sestati tudi z ostalimi 3 občinami. Za mnenje so povprašali tudi študente Univerze na Primorskem. Od 300 vprašanih jih je 98% podprlo predlog, približno 88% pa jih uporablja javni prevoz. Namen je torej, slediti neki trajnostni politiki na področju prometa in zagotoviti brezplačen prevoz študentom, seveda skozi ta predlog. In pa, kot sem že prej dejal, omogočiti mobilnost med vsemi 4 istrskimi občinami, ker bojo tako tudi občine. Istra je neka celota, ne? In enostavno občine morajo med sabo sodelovati, se povezovati, ker gre za manjše občine in če mi želimo konkurirati, biti konkurenčni recimo Mestni občini Ljubljana ali pa prestolnici, je dobro, da se vse 4 občine povežejo med sabo in da študentom omogočijo v bistvu ta brezplačen prevoz. Na nek način lahko rečemo tudi, to seveda je posledica, bodo lahko študenti potem iskali nastanitve v vseh 4 občinah, ker ne bo več pomembno v bistvu, kje se nahaja njihova fakulteta, ker se bodo lahko brezplačno vozili do fakultete tudi iz drugih 3 občin, recimo če je fakulteta v Kopru. Študentska organizacija je predlog o brezplačnih prevozih že predstavila piranski občini. Mi bi si želeli, da se to čim prej zgodi. Upamo seveda na pozitiven rezultat. Moram povedati, da so vse politične stranke in vlade in vsi, ki so bili v preteklosti, veliko govorijo o tem trajnostnih ukrepih na področju prometa, zmanjšanju onesnaženja in tako naprej in o povezovanju, tako da glede na to bi pričakoval, da bo pozitiven rezultat. Glede podražitev, ki se tičejo stanovanjske problematike, pa je predsednik študentske organizacije odvrnil naslednje. Študentska organizacija ni tukaj zato, da bo, gradila študentske domove, ampak je tukaj zato vlada in pravzaprav univerza, da skupaj nekako se povežeta. Mi smo tukaj lahko kot nek prvič opazovalec, drugič nekdo, ki pripravi predlog in potem mora vlada seveda te predloge sprejeti. V študentski organizaciji upajo, da bodo imeli v kratkem možnost predstaviti predlog še ostalim 3 občinam in dosegli dogovor v čim krajšem možnem času. Prejšnji teden smo v Kopru dobili novo ekološko točko, ki stoji ob parku med Pristaniško ulico in Ajpesom. Z njo so hoteli ljudem približati zbiranje nekaterih vrst odpadkov. Gre za prvi tak zabojnik v Sloveniji, ne pa tudi v Evropi. S tem poskušamo začrtati pot v prihodnost, katera bo seveda vedno bolj usmerjena v to, da zbiramo še bolj ločeno, kakor zbiramo sedaj in še več različnih frakcij. Po drugi strani pa poskušamo v bistvu dosedanjo komunalno infrastrukturo, katera mogoče v času ni tako prijazna, zamenjavati z moderno urbano opremo. Vse količine odpadkov zbrane v mestni občini Koper in občini Ankaran se tehta in odda pooblaščenim zbiralcem. Ločimo že 50% odpadkov, a bi ta številka lahko bila višja. Želja je, da se seveda ta procent zviša. Vemo, da je za to potreben nek določen čas, ampak s tovrstnimi akcijami, da približujemo oziroma da naredimo, bolj tudi všečnično odlaganje odpadkov, ker ne glede ta zabojnik oziroma ta ekološka točka je, zelo lepo zgleda.
in v bistvu, da bi nekje naredili bolj prijazno to ločeno zbiranje odpadkov. V zabojnik lahko odložite 13 frakcij, in sicer zdravila, PVC zamaške, tonerje, odpadno kozmetiko, mobitele in polnilce, neonske žarnice, varčne žarnice, CD-je in DVD-je, kavne kapsule, baterijske vložke, videokasete, knjige in revije. Vidimo, da je poseben prehod namenjen tudi zbiranju knjig in revij. Še uporabne knjige bomo pa v nadaljevanju uporabili v projektu v sodelovanju ter v projektu z osrednjo mestno knjižnico, ker bomo te knjige potem namestili na knjižnico na plaži v sezoni. Za slepe in slabovidne so ekološko točko opremili tudi z napisi v Brajlovi pisavi. Pred kratkim je v Libertasu odprta razstava Looking Beyond oziroma Pogled onkraj. Razstava je nastala v okviru prireditve ob dnevu italijanskega raziskovanja vesolja, promovira pa jo italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, kot tudi italijanska vesoljska agencija in Telespazio. Questa mostra nasce per celebrare la Giornata Mondiale dello Spazio e in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri italiano e l'Agenzia Spaziale Italiana. La Giornata Mondiale dello Spazio si festeggia in Italia a dicembre per ricordare il primo lancio del satellite italiano che avvenne nel lontano 1964. Gre za razstavo čudovitih fotografij posnetih iz vesolja. Vendar se je pri mnogih pojavilo vprašanje, če lahko sateliti fotografirajo iz vesolja, koliko v resnici vidijo. Sì, allora questo è una mostra che riporta una cinquantina di immagini scattate da una serie di satelliti che si chiamano, il cui nome è Cosmo SkyMed sono dei radar satellitari molto all'avanguardia progettati dall'Agenzia Spaziale Italiana che servono proprio per controllare dall'alto le modificazioni del territorio, servono per vedere la qualità e vedere insomma anche monitorare i disastri anche ambientali, lo stato del pianeta, l'ecologia. Posnetki italijanskih satelitov Cosmo SkyMed se uporabljajo za snemanje okoljskih nesreč, spremljanje kakovosti zraka, sprememb terena in podobno. Nekateri SkyMed sateliti imajo radarje, katerih podatki lahko pomagajo identificirati morska plovila. Drugi pa radarje, ki skoraj v realnem času zagotavljajo posodobitve o ladijskih poteh. Vse to so zelo koristne stvari, ki nam pomagajo razumeti naš planet. Zaradi tega so iz italijanske skupnosti omogočili izredne oglede razstave za vse šolarje, ki se želijo pogleda na Zemljo iz druge perspektive. Molto importante, tutte le scuole, se vogliono visitare la mostra, possono rivolgersi alla comunità degli italiani di Capodistria, che li accompagnerà in delle visite guidate, aprendo per loro anche in orario scolastico di mattina il percorso della mostra. Očitno je, da so tovrstni sateliti v sodobnem času zelo zaželeni, zlasti ob vedno večjih podnebnih spremembah. Po drugi strani pa obstajajo tudi izvidniški sateliti, znani tudi kot vohunski sateliti, ki jih lahko uporabljajo vojske za opazovanje Zemlje. Takšni posnetki pa se lahko zlorabijo. Znanstveni uspehi v vesolju so vsekakor impresivni in če si ogledamo razstavo, tudi zelo lepi. Vendar se moramo vprašati, kje bomo postavili mejo. Ste že slišali za Couch Festival? Gre za koncept, kjer glasbeniki nastopajo pri različnih gostiteljih doma. To pomeni, da lahko vaša dnevna soba, kuhinja, klet ali garaža, pravzaprav katerikoli prostor postane oder. Tebe depresijo v glavi brca, on se skriva tam srednjega brca, in zares, to je tako načelo, sam not greš lahko, sam če spominjaš na Tarantelo. Letos je Couch Festival potekal že 8. leto in sicer od 31. januarja do 5. februarja po celi Sloveniji in v Trstu. Oženio sam od silnih pitanja, nagnuo se iznad vode, ispio iz dlana gutljaj svoga sjećanja.
Z ekipo smo obiskali 3 koncerte na Obali, in sicer trio Trinity v eni izmed izolskih kavarn ter in Kuna freestyle show v dnevni sobi v Kopru, za katerim je na isti lokaciji sledil še Grafenauer Flamenco Project. V sredo pozno popoldne si lahko pogledate podrobnejšo reportažo iz Couch festivala v našem kulturnem raportu. Draginja, draginja na sceni, povej, kaj je najdražje v deželi tej? Od 1. februarja bomo plačevali za povprečno 15,64% dražjo vodo. Prve težje položnice bomo torej dobili v marcu. Za povprečno gospodinjsko mesečno porabo 12 kubičnih metrov vode bo tako znesek za približno 2 evra višji. Draginja postaja mantra in argument za vse vrste podražitev, ki vse bolj obremenjujejo družinske proračune. Zato smo se odpravili na koprske ulice, da bi preverili, kaj občani pravijo o zadnji podražitvi, pa tudi o draginji nasploh. In ne boste verjeli, niso bili navdušeni. Povejte mi, kakšen je vaš komentar na to draginjo oziroma na zadnjo podražitev, in sicer vode. Za 15% je Rižanski vodovod podražal vodo in z marcem bomo dobili višje položnice. Je zanimivo, ne? Bomo med najdražjimi, ki imajo vodo, ki imamo tako drago vodo, ne? In poleti lahko ostajamo tudi brez, sicer nismo, ampak je bila velika možnost, da bomo. Tako da je malo sramota, da nismo sposobni niti si vodo iz kraških virov pripeljati, ampak podražati vodo smo pa sposobni. Se pravi, to kako vpliva recimo na vaše delo? No dobro, zdaj na naše delo niti ne vpliva. Mi imamo neki kmetijske vode, neki imamo lastnih virov, tako da zaenkrat se še ne pozna, ker v bistvu zdaj niti je ne uporabljamo, niti je ne rabimo kaj dosti, tako da kakšne bojo položnice poleti, bomo pa videli. Verjetno ne bojo nižje. Ja, vsekakor sem proti draginji, ne vem točno podrobnosti, ne bi mogel komentirati, ker nisem dovolj podučen, ampak sem proti, logično. Opažaš v bistvu tudi na splošno zdaj v vsakdanjem življenju, da vedno več plačuješ za storitve, izdelke? Vsekakor, da opažam, normalno, da ja. In Ni mi všeč to, me žalosti in me ne veseli. Ne vem, kaj povedati, je vse drago. Kamerkoli se gre v trgovini ali pa kupovati, je drago vse in tudi to, če bo bilo dražje, že zdaj je drago. Kaj pa pol ne vem, nimam pojma. Kako to vpliva recimo na vaše delo, podražitev vode? Slabo, ker jaz poleti zalivam celo poletje z vodovodom ali pa z vodo sicer, ne. To se pravi, to bo podražilo tudi vaše izdelke? Tudi moje izdelke, če jih bom podražila, jih ne bojo kupili. Da imajo penzionisti toliko slabe penzije, da ne morejo priti kupovati na trgu, da je zelo žalostno. Do zdaj se je podražilo vse, tako da to ni niti čudno, da se bi še voda podražila. Nisem vedela sicer za vodo, da se bo podražila, ampak kaj čemo, upajmo, da se bojo plače in tako, da bo šlo vse gorno. Drugače, to vplivalo recimo na vaš življenjski stil, vse to, čutite te posledice te draginje? Ja, dosti več pogledamo za cene in tako. Zdaj, da bi prav šparali z elektriko, z vodo, to se da jih najbolj, ne, tudi se uporablja, nimam okej, ampak ja, v trgovinah pa pogledamo, ja. Dobro, vsako leto grejo stvari navzgor, že od Adama in Eve, nekoč so bile jabolke zastonj, danes so se podražajo. Moja žena dela na Rižanskem vodovodu, ko prva stvar, ko prišla domov, bom napisal. Ja, vsekakor, mi živimo na obali, vode je ogromno. Mislim, bi mogoče biti tudi skrajni čas, da vsaj za neke določene gospodinjske stvari začnemo črpati morsko vodo in jo predelujemo v sladko vodo. Se že dogaja na Malti, na Cipru, ne razumem, zakaj te pri nas ne. Ja, mislim, da je to kot prvo zelo velik strošek, dodaten strošek, ki je bil že prej visok. In glede na to, da je voda res osnovna potrebščina vsakdanjega življenja in potrebna za preživetje,
se mi zdi, da bi moglo biti to res dosti bolj dostopno, kot je, in s tem, ko se bo še vse skupaj povišala cena, bo vse skupaj postalo še bolj nedostopno, predvsem za tiste, ki že do zdaj imajo težek dostop, in bo to res onemogočilo oziroma otežilo življenje velikemu številu ljudi. Tako ljudje na koprskih ulicah o aktualnih podražitvah. Zadevo bomo spremljali še vnaprej, zadovoljni pa nismo niti mi. Sončni zahodi so zelo romantični in večerna romantika lahko zakuha vročo noč. Zadnjič sta nekaj takega preizkusila zaljubljenca nad Rakitovcem in noč se je končala zelo, zelo vroče. Zdravo, živijo in dober dan. Če vas zanima, kaj se bo v prihodnjih dneh dogajalo na obali, ste na pravem mestu. V soboto 11. februarja se v Centru mladih Koper ob 20:30 nadaljuje festival Kulturiti dvoru z glasbeno skupino Ekliptik, pri kateri se prepletajo instrumenti in beatboxanje. V gledališču Koper pa se prav tako v soboto odvija koprodukcija koprskega in slovenskega stalnega gledališča Trst. O 20. uri se prične predstava o slovenskem mitu Lepe Vide, ki je konstanten literarni motiv slovenske književnosti. V nedeljo 12. februarja si lahko v Art Kinu Odeon v Izoli ogledate črno komedijo Duše otoka. Za več informacij si oglejte napovednik. Tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Huh? From writer-director Martin McDonagh, Banshees is one of the year's best-reviewed films. Shudderingly funny. Who told you? It's one of the best films of the year. That's what I thought. Duše otoka v kinu. 14. februarja se odvija tradicionalni Valentinov koncert s klapo Semikanta, ki bo nastopila v dvorani krajevne skupnosti Dekani ob 19. uri. V sredo 15. februarja se lahko ob 19. uri v Kulturnem domu Izola udeležite potopisnega predavanja o Gruziji in Armeniji. Istega dne pa se vsi željni smeha ob 8. uri odpravite v Center mladih Koper na Bunga stand-up večer z Gašperjem Bergantom. V četrtek 16. februarja pa se bo v osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper dogajalo nekaj za otroke. Ob 17. se bo namreč na oddelku za mlade bralce pričelo pravljično pustno rajanje, na katerem bo pravljičarka Lucija brala pravljico o pustu, potem pa bodo lahko otroci izdelali še čisto svojo pustno masko. Ob 19. uri pa v Mladinski knjigi v četrtek vabijo na pogovor s Carlosom Pasqualom in predstavitev njegove knjige esejev Nilski konj v puščavi. Prejšnji teden se je v nekdanjem skladišču Libertas v Kopru otvorila razstava o italijanskih vesoljskih raziskavah Looking Beyond. Na razstavi si lahko ogledate približno 50 satelitskih posnetkov Zemlje iz vesolja, ki razkrivajo vse bolj invazivne posege človeka. Razstava bo na ogled vse do 25. februarja, vsak dan od ponedeljka do sobote od 16. do 8. ure zvečer. Za ta teden bo to vse, zato se ponovno srečamo naslednjič. Nasvidenja.